Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji v Mariboru si in sicer zadnji v tem letu 2018. Tokrat se bomo posvetili vrtcem, našim najmlajšim, varstvo v vrtcih in tudi zasebnemu varstvu, tudi o tem, kakšni so odnosi starši, otroci, pa seveda vzgojitelji in še kaj. V studiu imamo 5 gosti in sicer Tatjana Topolovec, varstvo pri Nani, lep pozdrav. Potem je gospa Branka Šamec, ravnateljica vrtca Pobrežje Maribor, pa tudi predsednica skupnosti vrtcev Maribor, pa tudi članica upravnega odbora skupnosti vrtcev Slovenije. Dobar večer. Bi to rekli visoka funkcionarka vrtcih? Ne. Ne. Potem je z nami gospa Mojca Cvirn, ravnateljica vrtca Tezno Maribor, potem gospa Renata Šerbinek, ravnateljica vrtca Ivana Glinčka Maribor in pa Marjanca Karba, ravnateljica vrtca Studenci Maribor. Dober večer. 4 ravnateljice, bomo rekli, ena šefica zasebnega varstva. Bi se še enkrat odločile, da bi delale v vrtcih, gospa Karba? Definitivno. Zakaj? To je tisto, kar se mi zdi, da je meni pisano na kožo. Meni teče že 40 leto dela v vrtcu, najprej kot vzgojiteljica, sedaj že končuje drugi mandat kot ravnateljica, čaka me še en mandat, bila sem potrjena in bi se še nedvomno enkrat odločila za to. Pa tako iskreno, ni včasih, bi rekli, za Pariž že mir imam? Ko je 30-40 na glas. Kot vzgojiteljica tega nisem nikoli rekla. Zmeraj sem se znašla v oddelku, imela dobre odnose tako z otroki kot starši, tudi s kolegicami. Kot ravnateljica včasih rečem, kaj mi je tega treba. Ja. Ampak še zmeraj vidim izziv, zato sem se odločila še za en mandat. Gospa Šerbinek. Enako, kot je povedala kolegica Karpa, z veseljem in brez premislekov bi se še enkrat odločila za to poklicno pot, ker menim, da poslanstvo, ki ga upravljamo kot vzgojitelji ali pa pomočniki vzgojiteljev, kakorkoli smo v stiku z otroki, je nekaj, kar te izpolnjuje in bogati. Zato pa definitivno brez premisleka še enkrat v enakem poklicu. Kot so že rekli, to je poslanstvo. Dobro, to ste zdaj vse tako naučeno povedali, mene zanima čisto privat, me zanima. Ja, to je določeno poslanstvo, na vse zadnje vzgajamo mlade za prihodnost in to je veliko. Vzgojiti nekoga v nekega, bom rekla, pripadnika neke določene družbe ali nekega, bom rekla, skupnosti je veliko poslanstvo in kot vzgojiteljica sem delala 23 let in vem, kaj to pomeni. To je trdo delo na vseh področjih, torej, ker mu moraš nuditi v bistvu na vseh področjih, da se uči in da ga pripraviš za življenje. Zdaj kot ravnateljica oziroma prej kot 5 let kot pomočnica in zdaj kot ravnateljica je pa seveda z drugačnega zornega kota in vidika to poslanstvo. Tako da je biti ravnateljica bolj preveč administracije, preveč s papirji morate ukvarjati, ker pač država tako zahteva pa razne institucije? Ja, je veliko, ampak je tisti ta drugi del, ko upravljaš pedagoško delo, nekako pretehta in ima določeno vrednost nad tem. Gospa Šamec, kako si pridobite kot ravnateljica avtoriteto, ker ste prej bili ena izmed njih, bom rekel, vzgojiteljica? Z svojim delom, s tem, da si strokoven, ampak vseeno, da si pravičen do vseh. Da upoštevaš želje, mnenja, ampak v mejah normalno. Bi še enkrat bili? Bi bila še enkrat. In vzgojiteljica in tudi se za ravnateljico odločila. Zakaj ste se vi odločili ravno varstvo otrok? Zato, ker me zelo veseli delo z otroki. Odločila sem se za samostojno pot, da poiščem neki drugačen način kot delo v javnem vrtcu, ker mi je bilo malo bolj zaprto.
priti not v vrtec, tako da sem se odločila za to pot in ni mi žal, za mano je zelo uspešno prvo leto, tako da s polno paro naprej. Je zdaj težje vzgajati otroke kot generacije 10-20 let nazaj? Kaj menite? Ja, pričakovanja družbe so večja. Samo delo... Družbe ali starši so bolj zakomplicirani? Staršev in družbe. Zahteve so drugačne. Tudi otroci so nekoliko drugačni, kot so bili recimo pred 20-30 leti. In to pač povleče za sabo tudi določene skrbi oziroma določene poglede drugačne in pa prilagajanje, nenehno prilagajanje in pa nekje iskanje neke skupne poti. Namreč, če hočemo doseči svoje cilje, ki so nam zadani, je vsekakor zelo pomembno, da ne vlečemo tega vlaka razvoja vsak na svojo stran, ampak da delamo vsi v iste smer, starši in vzgojitelji oziroma vsaj približno v isto smer. Koliko različno je danes, pa bom rekel pred leti, kje se ta različnost pokaže? Ja, otroci so bili včasih, se mi zdi, nekoliko bolj zadržani. Sedaj, recimo, ko gledaš te naše male glavice, so že zelo razgledani, zelo poučeni, veliko vejo takšnih stvari, recimo, ki jih prej otroci niso, sploh kar se tiče na tehničnem področju. Zdaj recimo otroci že kar v temle zgodnem otroštvu spoznavajo tudi tuje jezike, tega prej včasih v kurikulu za otroke ni bilo, smo v bistvu bolj prilagajali takšnemu splošnemu intelektualno-telesnemu razvoju, zdaj je pa to en taki širši spekter vzgoje. Tudi se mi zdi, da so včasih pričakovanja staršev zelo visoka. Otrok bi moral že v predšolski dobi biti kar športnik, pa znati tuj jezik, biti ta boljši, to je zdaj želja. Pa možete že pisati in brati? To še ne. So sicer posamezniki, zlasti tam recimo pride pisanje in branje, ker imajo starejše bratce ali sestrice. Tam ja, ampak ni to prisile strani staršev. To je pač tisto, kar otrok osvoji takole mimo grede ali pokaže interes. Zdaj, če recimo tam tik pred šolo pri 5 letih pokaže interes, prav gotovo mu ne boš potem skrival tega, vendar jih ne učimo. Saj tudi prej včasih tega nismo učili. Je bilo sicer v sami pripravi na šolo, ki je bila včasih, delo nekoliko bolj usmerjeno na sam prvi razred, zdaj je pa to poteka recimo od kar otrok stopi v vrtec pa do vstopa v šolo in ni več takih omejitev. Gospod Cvijan? Kot je Marjanca rekla, v bistvu je drugačna vzgoja nazaj kot zdaj. Zakaj? V bistvu otroci so drugačni, tako kot je poudarila, in s tem tudi vzgoja, ki pa je, bomo rekli, živa veda in se spreminja skozi leta in gre pravzaprav zelo hitro. In trendi, ki nastajajo v neki vzgoji, se jim moraš tudi prilagajati oziroma moraš jim slediti, ker s tem slediš vsemu, kar pač je, torej globalizaciji, spremembam družbenim in vse to prinese za sabo prav tako vzgojo. Poklici novi, ki nastajajo in vse je usmerjeno prav v to. Tako kot zdaj v tem času se boste verjetno strinjali, veliko se zahteva sodelovanja, timskega dela, tudi že pri teh manjših, ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in vseh teh stvari. Pa damo otrokom dovolj individualnosti? Ja, v vrtcu se to, mislim, da v veliki meri ponuja, ampak bi se navezala na to, kar sta povedali kolegici. Potrebno je, po mojem mnenju, poudariti to, da so se norme in vrednote v današnjem času spremenile. Da imamo opravka z starši, ki so zelo visoko izobraženi in da glede na to tudi postavljajo visoke standarde, katerim vrtci tudi sledijo. Tudi otroci so v današnjem času drugačni in imajo drugačne potrebe in želje, kot so bile včasih. Jaz se včasih sprašujem, kako je, da so to pravzaprav ti starši so naši otroci, ki smo jih mi kot vzgojiteljice vzgojili. In včasih te vprašam, ali smo naredili kakšno napako pri tej vzgoji, da zdaj imamo tako angažirane starše.
To sicer, bom rekel, ravnateljci lepo zapakirate angažirane. Jaz bi temu rekel, pa voditelj si bom dovolil, da imamo občutek, da pretiravajo starši, da preveč nalagajo otrokom in da jim ne dajo dihati. Ali pač. In poznate povedati, če ravno, ne, je to verjetno težko, ne? Če te, gospa, malo pretiravate pri vašem otroku, dajte malo več svobode ali ne. Jaz bom rekla, da tempo današnjega časa in način življenja, ki ga imamo, zahteva vedno več in da se žal kar veliko nalog prelaga tudi na vrtec, tudi tistih, ki bi jih morala včasih tudi družina opraviti, kajti otroci veliko svojega časa preživijo v vrtcu. In tudi delovni časi staršev so se zamaknili, delovni čas je takšen, da so naši vrtci kar odprti do 18 oziroma do 17 ure. Mi v naši okolici imamo vrtec, ki deluje do 20:30, ker imamo tudi popoldanski oddelek. In mogoče je čas tisti vzrok, ko enostavno staršem ne dovoli, da bi se kvalitetno posvetili svojim otrokom, ker jim ga enostavno zmanjka. In tukaj je vrtec tisti, ki priskoči staršem na pomoč in nekako z roko v roki skušamo z sodelovanjem delati v dobrobit otrok. Kakšne imate izkušnje zdaj, ko ste že, bom rekel, leto dni imate za seboj dela, izkušnje starši, različni otroci, različne zahteve, se vidi razlike med otroci, bom rekel, v tem kontekstu, da ne, tako kot pravijo kolegice, da se malo več njim posveča ali pa malo manj, ker se jim očitno ne morejo. Za mojem primeru je sicer malo drugače, ker smo bolj kot ena velika družina, tudi starši smo veliko bolj povezani, tudi me lahko več prosijo, no, tudi jaz jim dovolim, bom tako rekla. Je pa res, mislim, zahteve so kar velike, tako kot so že kolegice omenile, se veliko pač prenaša nalog na vzgojitelje. Ne vem, čist tak en primer, recimo odvajanje od dudic, ne vem, pač starši doma ne znajo, ne zmorejo, nimajo časa, pa prosijo, če bi lahko mi začeli s tem, ne vem, od pleničk podobno. Pač seveda pomagamo, ne. Se pravim, zdaj pri meni je lažje, ker jih le imam 6 otrok na dan, je to čist druga stvar, no. Tako da, ja. Koliko so pa sicer skupine v tak vrtcih, koliko imate? Prvo starostno je 12 otrok, z fleksibilnim normativom 14, potem pa so heterogeni oddelki ali pa homogeni, ne. Homogeni so 24, heterogeni pa 20. Kaj to pomeni, ne razumem? Homogeni, da je starostna razlika, homogeni, da je starostna razlika 1 leto, heterogeni pa, ne vem, so oddelki 3 do 6. Ali pa so tudi kombinirani 2 do 4, ne. Kateri oddelki se bolj obnesejo? Tak čisto strokovnega stališča? Meni osebno, recimo, se mi zdi zelo dobri kombinirani oddelki. Mladi, mlajši, malo manj mlajši? Tudi prva, druga starostna obdobje, to so oddelki, recimo, kjer otroci bolj naravno bivajo. To so manjši, starejši, je veliko učenja drug od drugega, potem pomoči, otroci so veliko bolj strpni. Sama osebno sem veliko bolj naklonjena kombiniranim oddelkom, ki jih pa organiziramo v vrtcu le takrat, ko nam nekje številčno ne gre skupaj, ker namreč mi imamo pač usmeritve strani financerja, da oddelke organiziramo tako, da čim več otrok vključimo. Ne? Drugače pa se mi zdi... Ampak ne morete to vi med sabo, bom rekel, čisto avtonomno določiti, da je to mogoče boljše za socializacijo? Ustanovitelj je pa kaj mestna občina Maribor. Tako. Kdo na mestni občini Maribor pa bom rekel, je tako strokovn, da vam določa? Ne, bi bilo verjetno preveč otrok izven vrtcev. Ne, tako da mi moramo gledati tudi z tega stališča, da starši potrebujejo varstvo. Saj mi smo v končni fazi tudi zato tukaj, da jim takrat, ko so oni zaposleni, ponudimo svoje storitve. Sicer smo sami sebi namen, ne. Prav je, da je to, ampak če se pa že pogovarjamo, recimo, sama bi bila naklonjena takšnim kombiniranim oddelkom. Delo je sicer težje, zahtevnejše, ker moraš recimo prilagajati tako mlajšim kot starejšim otrokom, je pa bolj naravno. Kak ste ostali vrtci, kak imate? Mi imamo v glavnem heterogene oddelke, razen prvega starostnega obdobja, to pomeni, da so oddelki od 3 do 6.
Delo je zahtevnejše, sigurno, zaradi tega, ker moraš prilagajati tako mlajšim kot starejšim, ampak na enem predavanju, ko smo bili, je en predavatelj lepo povedal, tudi družina ni homogena, ampak heterogena, ne? Se pravi, se morajo, veliki pomagajo mlajšim, starejši mlajšim, mlajši se učijo od velikih, to ne pomeni, da bi nekdo, ne vem, da od mlajšega zahtevaš neke stvari, ki jih ne zmore in od starejšega otroka, da more non-stop skrbeti za mlajše, ampak se učijo pravzaprav živeti v eni skupini, ki je heterogena. Ja, kaj menite? Ja, se strinjam. Ne? Je res, da je težje, ker poteka diferenciacija dela, to se pravi strokovne delavke, ki sta v oddelku, morate biti pripravljene tako kot na mlajše, tudi na starejše. Je pa to prvo in drugo starostno obdobje v eni skupini in poteka delo v manjših skupinah in to naše vzgojiteljice znajo krasno narediti. Tako da pomembno je pa to sodelovanje med otroki, pomembna je solidarnost, kolektivnost, tako učenje od vrstnikov in to je tisto, kajti mi dobesedno pripravljamo otroke za življenje in v takšnih skupinah se mi zdi, da je nekako ta priprava teče bolj spontano. Se pozna, bom rekel, vzgoja otrok, to se pravi, ki prihajajo kot edinci, da so v družini, ali pa tisti, ko že imajo mogoče bratca, sestrico? Je razlika? Ja, to je čisto odvisno od družine. Družine, če bi živele bolj zaprto, ja, potem se to pozna, recimo, da otrok živi samo v krogu odraslih ljudi. Prav gotovo takrat socializacija poteka drugače kot med vrstniki. Tiste družine, ki so odprte, ki se veliko gibajo, recimo tudi v krogih, kjer so otroci, tam se to toliko ne pozna. Ne? Tam je to manj vidno. To so bolj ekstremi, bom rekla, ko so res tako zaprti. Zelo ekstremi so, ampak jih je malo. Je zahtevno pri vzgojiteljicah bolj? Starši mogoče pridejo z željo po večji socializaciji, ker je pač edinec, dajte ga bolj vključiti, ali kako? Zdaj, če mene vprašate, včasih je, morda pač vsak starš vidi samo svojega otroka oziroma v dobrobit svojega otroka dela, ne? Morda je včasih, ne vedno, ne smemo delati krivice staršem, ki imajo otroke edince, tudi nasploh, tako kot sem rekla, so to taki ekstremi, ampak so pa posamezniki, recimo, ki vidijo samo svojega otroka, ki želijo, da je njegov otrok prvi, da je zmeraj nekje v krogu, če je doma, recimo, ta glavni, želijo, da je tudi tukaj, da se mu ustreže, vendar ti starši s časoma uvidijo. Ko se pogovarjamo z njimi, spoznajo, da je življenje malo drugače, da vedno ne bo prvi in če želimo otroku dobro, mu pač moramo že kar zgodaj reči, da so še drugi prijatelji, s katerimi mora sodelovati in s katerimi bo bival skupaj. Nekaj ste želeli dodati? Mislim, da je tukaj pomembno omeniti tudi to, da v vrtcu ne poteka samo delo z otroki, ampak da istočasno poteka delo z starši. In tukaj so strokovni delavci vrtcev, bom rekla, na tej stopnji že glede na svoje izkušnje in na svojo izobrazbo, da to znajo pravilno umestiti v samo delo. Je pa včasih tudi res, tako kot je gospa Marjanca omenila, da je prvo potrebno delati starši, da lahko potem začnemo delati z otroki. Z otroki ni dobenega problema, otroci nas sprejmejo in z njimi krasno sodelujemo, po določenem času pa tudi z starši. Kajti starši morajo dobiti občutek varnosti in nam morajo zaupati, potem pa vse steče. Zakaj se mi zdi, da malo pretiravamo z temi pravicami? Zdaj, čisto, če mogoče, bom rekel, tudi malo izven vrtcev gremo, izmišljujemo si stvari, preobračamo družbo v napačno smer, da starši, zdaj seveda govorimo o otrocih, ki so stari 16 let, da morajo celo dati dovoljenje staršem, da lahko pogledajo ocene, a ni to popolno izkrivljanje družbe, da gremo predaleč s temi, ne govorimo, ja, seveda pravicami, ja. Zmišljujemo si, preobračamo. Gospod Cveden, kaj menite? Ker verjetno tudi na področju vrtcev se mi zdi, da malo pretiravamo. Ja, pa mi še toliko ne čutimo tega, no, da bi rekli, zdaj se pojavlja vsakih toliko časa res o nekih pravicah, zdaj se je govorilo o tem fotografiranju v vrtcu, ali se sme, ali se ne sme in podobne stvari, ki se dogajajo.
Zdaj, da bi rekli, da se mi ukvarjamo z takimi velikimi željami staršev, ki bi nas že lahko omejevale, ne bom rekla, da so, no. Zato, ker to, tako kot ste omenili, v bistvu je v srednjih šolah, kjer potrebujejo podpis za to, da lahko vidijo cene in tako naprej. To so že smešne stvari, pravzaprav ja, nerazumljive. To morajo reševati v bistvu tisti, ki postavijo, pa očitno so imeli neke argumente ali jih pa ni, o tem ne moramo soditi zdaj, da bi rekli, zakaj je to tak, ne. Ampak v vrtcu pa sej pridejo neke določene zahteve, ki jih pač moramo dati, oziroma se tudi morajo starši z njimi strinjati, da mi lahko delujemo, tako kot je, določene izjave, recimo, če peljemo otroke kam z avtobusom, fotografiranje, uporaba teh fotografij v določene namene in tako dalje. Jaz mislim, da ko govorimo o pravicah, je prav, da govorimo o pravicah, prav je, da jih imajo, vendar bi morala družba otroke tudi naučiti, da vsaka pravica ima tudi svojo odgovornost. No, in za vsako odgovornost moraš prevzeti tudi, recimo, če kršiš posledice. Ne? In vedno pozabljamo, govori se o pravicah, premalo se izobražuje oziroma poudarja tudi odgovornost, ki jo kakšna pravica prinese. Dolžnost. In dolžnost, tako je. Pa tudi potrebno je povedati, da je moja pravica omejena s pravico nekoga drugega. Ne? To pa govorim o tem, da Točno, ja. v kontekstu, ne, jaz imam pravico ali starš ima pravico, nikoli se ne sme pozabiti, da je s tem ali omejena pravica ostalih otrok ali ostalih staršev. To je treba biti previden pri tem. Čez nekaj minut se vidimo po oglasih. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru, vsi pogovarjamo se s predstavnicami mariborskih vrtcev in tudi zasebnega varstva. Pa pravzaprav nekaj smo malo o vzgoji pa v starših na začetku dejali, kakšen pa je pravzaprav položaj mariborskih vrtcev. Vsako leto se enkrat srečamo, bom rekel, na tej oddaji, včasih pojamrate, pa meni se zdi, da kaj novega nismo nič doživeli, razno obnovo pekarskega vrtca. Če sem Ne, obnovo pekarskega vrtca smo že imeli lani v januarju, takrat pa smo imeli manjše obnove pravzaprav v Mariboru. In z ozirom na to, da imamo zdaj, mislim, da 3 enote v zadnjem času zgrajene na novo, so vse ostale stavbe zelo stare, saj se dela, ampak ta dela so prepočasi. Mi moramo vedeti, da tudi ko se naredi energetska sanacija, to pomeni obnova strehe, fasade, zunanjega pohištva, vse kar je not, od cevi, strojne instalacije do vsega, to se obnavlja, če nekje nekaj poči oziroma se pokvari, sicer še to ni v načrtu. Poleg tega pa je tudi problem, da nikjer na vidiku ni neke nove gradnje. Novo gradnje, seveda. To se pravi, kdaj smo sploh doživeli kakšno novo gradnje vrtca? Ja, Pekre. Predtem pa mi 5 let nazaj, Tezno. Pa Kamnica, mislim, da je njih 5 let nazaj. 7 ali nekaj takega že. Število prebivalstva, nove naselja so, vrtcev pa ni. Je potreba večja kot, torej povpraševanje je večje, kot imate možnosti? Odvisno od vrtca. Enkrat, torej v marca, ko je vpis, takrat se vidi tisto stanje, ki je. In letošnje leto smo imeli 3 komisijo, 3 vrtci, kar pomeni, da je bilo več vpisa kot prostih mest. Seveda pa odvisno od vsakega leta posebej. Enkrat je bolj, drugič je manj. Načeloma pa je vedno več. Prav gotovo se bo pa na nivoju mestne občine Maribor moralo razmišljati o novih kapacitetah in novih vrtcih. Namreč gradijo se naselja, zlasti kar tukaj pod Pekarsko gorco. Tukaj pride naselje, mislim, da nekje okrog 600 stanovanjskih enot. In če vzamemo, da bi v slabem stanju, recimo vsaj 200 staršev potrebovalo varstvo, je to 200 otrok. Kam jih bomo dali, ne vem. Namreč vrtec Studenci, ki meji na tisti, naš vrtec meji na tisti rajon, imamo vse kapacitete letos povsem zapolnjene in ni možnosti odprtja novega oddelka. Kolikor vem, tudi vrtec Otona Župančiča
je poln. Vrtec Jadvige Goleš se vsako leto ukvarja z presežki vpisa. To se pravi, da bodo morali razmišljati v tej smeri. Tudi vsi zasebni vrtci, ki so na tem območju, so polni. Potrebe so in potrebe bodo. Ampak to so zdaj že v bistvu stvari, ki že leta in leta se dogajajo, pa noben. Mogoče, če se jaz vključim tudi, na Pobrežju in v Brezju tudi je velik, gradilo se bo in tudi Tezno in mi imamo polne oddelke. Pri vpisu je pač tako rečeno, da se te otroke, ki so, razporedi po mariborskih vrtcih. Seveda se vsi strinjamo, da se te kapacitete zapolnijo, ampak tudi v teh starih stavbah bi bilo fino, če bi se lahko kak oddelek sprostil, pa bi ga recimo lahko uporabil za mini telovadnico oziroma za neko ustvarjanje, za neko druženje v teh igralnicah. Tudi vedno več je otrok s posebnimi potrebami, ki jih damo pač kar v nek prostor. Če bi se ena igralnica sprostila, to ne pomeni, da morajo zdaj biti vse oddelki nabito polni. Z neko novo gradnjo ne bi nobene škode naredili, ker vemo pa, da počasi se bodo te stavbe jih tudi ne bo moglo več obnavljati. Kakšna je situacija po Sloveniji, ker so tudi v skupnosti vrtcev Slovenije? V Sloveniji se v enih občinah kar veliko gradi. Poglejmo Slovenj Gradec, koliko novih vrtcev so zgradili, tudi zdaj v Škofji Loki gradijo. Je kar po Sloveniji kar veliko vrtcev, ki so jih zgradili. Je pa seveda to odvisno od teh projektov, kako se naredijo, koliko je občina pripravljena financirati, tudi od zunanjih, koliko jih pridobijo. V glavnem, s temi projekti, koga dobijo za partnere, Kako se vrtco Tezno, ko ste dobili takrat tisto novo enoto, bom rekel, enoto, ampak ostale bi pa verjetno tudi bilo treba, prenoviti, obnoviti, dograditi. Kakorkoli, bi bila z dograjevanjem dovolj rešene ali so nujne nove zgradbe? Če se gre za energetsko varčnost in to, kaj se pač poudarja zdaj v prihodnosti, zagotovo ni obnova dovolj. Oziroma se dela na tem tudi, da naredijo prezračevanje in take stvari, ki so zdaj pač nujno potrebne, oziroma tudi zakonsko določene, ampak novo je le novo, in nikoli ne mora biti toliko enako ali vse podobno tistemu, kar se na novo zgradi. Je pa res, da tisto, kaj se na novo zgradi, je pa včasih tudi lahko problem, ker se mogoče prehitro zgradi, ker so, to bodo vedeli vsi tisti gradbeniki in arhitekti in vsi, ki se ukvarjajo s tem, kaj bi se lahko naredilo, da bi to še boljše bilo. Zdaj, mogoče samo toliko, ko ste rekli, če bi bilo dograjevanje. Ja, tudi to je ena izmed variant, recimo, tam, kjer je možnost za rešitev, recimo, bi bilo dobro mogoče pogledati, kje, v katerem vrtcu bi se dalo, ne na škodo igrišč, ampak recimo, kjer prostor dovoljuje, da se dogradi ta igralnica ali dve, to je že ena izmed rešitev. Za recimo potem zadostiti tistim potrebam, ki se bodo pojavile. Recimo naš vrtec je v samem ožjem centru mesta Maribor in tam ne dopušča neke možnosti kakršnekoli širitve, ker to bi šlo na račun igrišč. Bi pa povedala to, da določeni vrtci žal kazijo podobo našega mesta, ker propadajo in ne dopuščajo neke prostorske renovacije, bom rekla, zaradi tega, ker so grajeni po starih normativih in starih standardih, ki v tem času ne zadoščajo potrebam, ki jih imamo danes. Recimo pri nas nimamo niti prostora za vozičke, za kolesa. Spodbujamo to, da otroci pridejo s kolesi. Pa čisto tako se dobivate, bom rekel, z županom, dosedanjim, zdajšnjim, prejšnjimi, ste si dobivali, pa ste rekli, poslušajte, treba je narediti dolgoročni plan redne obnove enot, pač, ker je najbolj vpijajo v nebo, bom rekel. Zdaj je to praktično 2 enoti, koliko vemo, v zadnjih letih in gotovo, in nič drugega. Zdaj sem trenutno v tej komisiji, ravno investicijski, kjer hodimo, torej predstavniki občin, pa predstavniki vrtcev, hodimo od vrtca do vrtca, pogledamo stvari, kaj je potrebno narediti, kaj je najbolj nujno, in to se naredi plan, zdaj smo ga delali za 3 leta naprej. Plani so.
vedno narejeni. Kaj pa potem od tega na Ja, papirju tu so pa napisano? finance. Ja, no, Ki pa- zdaj je bilo na nivoju mestne občine Maribor ravno, mislim, da v novembru, če se ne motim, je bilo v novembru podpisana pogodba o javno-zasebnem partnerstvu, ki bo naredilo energetsko obnovo določenih mariborskih javnih vrtcev in šol. Ne, zdaj tale energetska obnova, če se ne motim, je bila zdaj predvidena leto 2019-2020 bi naj bilo končano, ampak to je premalo. Maribor ima Kateri vrtci so ja. vključeni v to? To sta pri nas vključena vrtec Limbuš, Ja, Jasli in vrtec in pa Istokova. In to je to. Ne, potem je še še vrtec Tezno, Oton Župančič, ne. Pri Na nas. Pobrežju pa vrtec ob gozdu, Brezija, Mojca in Aha, pa tako da enota je nekaj, Grinič. no. Ampak Ja, ja. to sem jaz prej Ampak to je želela samo povedati. energetska sanacija. Ja, to je energetska sanacija, ostalo Kaj pa ni. ostalo? Ne? Ostalo se pa ne dela. Denarja sploh ni, da bi bom rekel vsako leto, če ni drugo, ne, karkoli ali ni. Za vsak evro je treba na občino prositi ali kako. Ne, dela se po tem planu, ki je narejen, ki ga ta komisija naredi. Ne? Po tem planu tukaj se vidijo prioritete in po tem planu, ko je seveda proračun sprejet, se potem tudi to izpelje. Ampak vseeno, če bi se dobil denar z nekimi projekti dodatnimi, tako kot je zdaj ta projekt za to obnovo, bi verjetno se dalo tudi več narediti. Mi Mogoče ne tudi- trdimo, da se ne dela, ampak počasi, zato ker je pač vse s financami Tako, povezano. tudi ne. evropska sredstva so mogoče mnenja, da bi se dalo več pridobiti. No. Vrtec Tezno, enota Lupinica je bila zgrajena iz teh sredstev. Tako da zdaj to, ko je Marjanca omenila to zasebno partnerstvo, nam daje nekaj upanja, ker bo kar nekaj vrtcev zdaj šlo v energetsko obnovo in bo zagotovo narejeno 19 oziroma zaključeno 20. Je pa res, recimo, ne, da se bo naredilo samo ohišje vrtca, pa Korjava. No, vse to, ne, to Pa smo Korjava, ne smemo pa pozabiti, da vedno več problemov imamo v vrtci zato, ker je ravno vodovodna napeljava dotrajana. To so stare cevi. Vedno več imamo problemov z vodo. Legionele se pojavljajo in potem mašimo recimo z interventnimi ukrepi, ki pač vse te napake, ki se pojavijo in ki ogrožajo varnost otrok, se rešujejo preko teh interventnih ukrepov. Ne? To so intervencije, ki jih občina pač mora kot ustanovitelj odpraviti, saj jih odpravlja, ampak to je vse takole, recimo. Ne? Ampak kako v bistvu zagotavljate, bom rekel, neke zakonske zahteve, so pravilniki v vrtcih o prostorih in tako dalje, ne? Koliko dejansko, bom rekel, odstotkov zagotavlja, da so po teh pravilnikih narejeno ali ne? Mora biti. 100%. Mora biti. Te določeni pravilniki, ki so, ni tukaj, ali bodo ali ne bodo, to mora biti. Tako kot je prostorski normativ, tako vse, kar je z vodo povezano, tu smo pod konstantnimi pregledi le-teh in nadzorom prehrane, vode, tako si rekla, električne napeljave, vse je to vse, ampak mi govorimo, ko se zgodi potem, ko pride do napake, ko pride do dotrajnosti, takrat so pa interventni ukrepi, ker morajo biti. Ja, pri vas so bili zelo zahtevni, ko ste odpirali zasebno varstvo? Tudi v bistvu, ampak ne tako zelo, no, ko so kot javni vrtci. Ni tako strogo po normativih, v bistvu je bolj priporočeno. Vsi pa pridejo pogledati prostore ali kaj, kako ste imeli? Poslikati moraš, ja, pa poslati, pač ja, imajo vse zabeleženo, pa kvadraturo, pa vse. Je, bom rekel, glede na to, da mogoče je preveč otrok, pa premalo prostora zasebna varstva, kako vi gledate na zasebna varstva, torej v javnih vrtcih? Pozdravljate tudi druge načine vrtcev, recimo, vem, včasih smo gostili vodaje, tudi Valdorfski, pa tudi po kakih drugih metodah? Osebno ne vidim nobenih zadržkov. Za tisti, recimo, ki izvajajo svoje delo v dobro otroka, ki skrbijo, recimo, da otroci živijo v dostojnih prostorih, da se lepo ravna z njimi, da se tudi dela, saj marsikateri vrtec ima tudi zelo dober kurikulum. Zakaj pa ne? Vsako takšna konkurenca v bistvu nam je pozitivna, spodbuja, da ne zaspimo.
da se vsi trudimo v končni fazi, kolikor vidimo, imamo vsi zaenkrat še kar precej problemov, sploh takrat, ko so vpisi pa presežki, kam s temi našimi malčki, tako da si nismo konkurenca, ne. Je pa to dejansko en drugi pogled in prav je, da imajo starši možnost izbire. Prej smo se pogovarjali o novih metodah, ne, da je treba iti v korak s časom. Kje črpate, bom rekel, ideje, odkot ideje, da gremo zdaj, ne vem, zdaj bomo pa na tak način vzgajali, kje? Po skandinavskih državah ali kje, ali skopiramo kakšno drugo državo, ali z obiski ugotovite, da eni imajo mogoče boljše metode, ali tudi v Sloveniji mogoče. Kje se učite novih metod? Vsega pomalo. V bistvu Slovenci, torej Slovenska zavod za šolstvo, ministrstvo že daje določene smernice in napotke, kar se tega tiče. Hkrati pa seveda sami iščemo različne poti. Veliko je strokovnih knjig, kjer se da poiskati dobre stvari, katere lahko umestimo v naš prostor, torej slovenski prostor, ker vsega le ne možna umestiti iz drugih držav. Ja, mogoče tudi skandinavske, ameriške, kakršnekoli, v bistvu se pravim, dost je dobrih kurikulumov tudi zunaj nas, katerih so nam lahko vzgled oziroma po katerih lahko jemljemo stvari, metode, pristope, načine, kako in kaj. Bi bilo v slovenskem kaj potrebno menjati? Ne. Če tisti, ki poznamo, recimo zdaj smo pošiljali kolegice na mobilno izmenjavo v druge vrtce po Evropi, pa smo ugotovili, da je naš vrtec zelo kvaliteten vrtec. Ko smo primerjali prakse... Kaj so tiste odlike, ko, bom rekel, štrlijo bom rekla, če ker ponovadi znamo biti kritični do domačih, ne? Če malo pogledamo, recimo zelo na visoki ravni so poljski vrtci. Tam je kurikulum dodelan, veliko se dela tudi recimo v srbskih vrtcih, vendar so tam normativi bistveno drugačni, pa same razmere recimo so drugače, tam je kvaliteten kurikulum. Če pa primerjamo zlasti te zasebne vrtce, ki so recimo, mi smo imeli vpogled v Malto, pa v Španijo. Španija sicer mi je bila nekoliko bolj všeč, ker je sama kultura malo drugačna, se je delalo sicer drugače, bolj živahno, tudi veliko glasbe je bilo tam, ampak kljub temu se tudi tisti kurikulum z našim kurikulumom ne mora primerjati. Se mi zdi, da pri nas otroci skozi igro doživijo v bistvu zelo veliko in veliko se naučijo, pa kljub temu se veliko igrajo. Mi recimo imamo tako, medtem ko recimo tam na Malti... Zdaj ponavadi vedno govorimo, sosedovo je boljše kot naše, pa je to tako, ne? Pa ni vse. Prav gotovo so skandinavske države morda v določenih pogledih malo korak pred nami. Poljski vrtci so zelo dobri, koliko smo videli, tako pa dobili potem povratno informacijo, ampak tudi ne v vseh segmentih. Drugače pa mislim, da smo lahko ponosni na naše vrtce. Tisti, ki imajo vpogled v to, vejo, da je naš vrtec po kvaliteti kar visoko na evropskem nivoju. Se tudi delegacije pridejo velikokrat v slovenski prostor, pa si ogledajo naše vrtce, tako da to je tudi ena potrditev. Pa tudi kakšno idejo ukradejo, kot se temu reče. Pa recimo vse znanje treba deliti. Dobro. Čez nekaj minut smo nazaj po oglasu. Mi smo v zadnjem delu, torej tretjem delu oddaje v Mariboru si, zadnji v tem letu 2018, gostimo pa seveda dame iz mariborskih vrtcev, torej tiste, ki skrbijo za naše najmlajše. Prej smo pravzaprav govorili o prostorski problematiki, kako je s prehrano, pravimo, da vedno bolj zdaj domače, je še vedno to, da vedno bolj domače, lokalno, je se vrnilo v velikih odstotkih ali pa je to spet malo reklamna poteza, bom rekel. Kaj menite, gospa Šamer? Ni reklamna poteza. Mislim, da smo kar visoko. Prav je tako. Vemo, da lokalna hrana, torej tista hrana, ki nima daljšega transporta in vse, je kvalitetna. In k temu strmimo in zato strmimo tudi k temu, da damo, kar se da, seveda veliko te hrane na jedilnik. Seveda znova so tu finance. Čisto tako me zanima, kdo je to vrtco, recimo pri vas v vrtcih, ko pride pa reče, to solato bomo dali, ta paradižnik, ja to pa ne. Kdo to pri vas odloča?
To je timsko delo. V bistvu je to timsko delo med vodjo prehrane, ravnateljem, pomočnikom, skupaj predebatiramo, se imamo tudi recimo... Pa tudi glavni kuhar. Tako, pa kuharji. To so recimo osebe, ki povejo oziroma odločajo o tem, kaj bomo jedli. Pač kultura in politika prehranjevanja je, tako kot je rekla kolegica Mojca, mi se dost prehranjujemo po kratkih verigah. Tale lokalni pridelovalci, naše vodje prehrane zelo dobro sodelujejo v vseh mariborskih vrtcih. Skupaj smo dali tudi recimo povpraševanje pred leti, iskali ponudnike na lokalnem nivoju. Je dovolj ponudnikov, bom rekel, za vse? Je dovolj. Tega je že zdaj dovolj. Pač vzameš v bližini svojega, mogoče tam, kjer je vrtec, v bližini tiste pridelovalce, da imaš domačo hrano. Mislim, da imaš to. Kako se vi s prehrano znajdete? Tudi sama kuhate, ne, verjetno? Ja? Tudi čim bolj zdravo, z malo soli. So zahteve staršev točno rečejo tak pa tak? Ne, točno ne. Strmijo pa vsekakor k zdravemu načinu življenja in se tudi pri otrocih danes pozna, da so navajeni takšne hrane že do doma. Tako da jim ni problem tudi ne poskusiti kakšnih novih stvari. So jim tudi všeč razni recepti, malo bolj na zdrav način narediti. Kaj pa diete, pa to imate različne prehrane zahteve, verjetno, ker imate otroci kakšne posebne omejitve? Zelo veliko je diet, ne? Diet je veliko, ampak v vrtcu se pač upoštevajo te, ki so medicinsko predpisane, ne? Zato, ker sicer je to preveč želj in tudi kapacitete same kuhinje tega ne zadoščajo. Tudi glede na otroke imaš potem tudi sistemizirano toliko število kuharjev, kuharskih pomočnikov, tudi posoda je s tem povezana in dejansko tisto, kar je medicinsko napisano, kaj zdravnik napiše, to se upošteva pri dietah. Res pa je, da bomo morali počasi stremeti, to smo se tudi že pogovarjali, mislim, da so tudi malo že razmišljali, da bomo v vrtcih počasi morali zaposliti dietnega kuharja. Glede na to, da so diete zelo kompleksne nekatere, ne, in zelo zdravstvene diete, govorimo o zdravstvenih dietah, zelo moramo biti pozorni pri sami pripravi, da ne prihaja do križanja raznih poti, da otrok ne okužimo, zato ker je zmeraj več takšnih diet, za katere prej včasih sploh nismo slišali, ne. In dejansko naši kuharji pa v tej smeri so zelo malo izobraženi, ker je teh izobraževanj malo. Tudi če so včasih tako draga, da si vrtci niti vedno ne moramo privoščiti. Je združevanje, bom rekel, na tem področju, ne? Na primer na področju kuhanja vrtcev nujno ali vsak vrtec za sebe kuha ali kako? Imamo svoje kuhinje. Vsak vrtec posebej, čisto posebej kuha. Centralno, glavno kuhinjo ima vsak vrtec, ampak gospa Marjanca je govorila o dietah, pa se bom navezala. To so nam veliko pomoč naše organizatorke prehrane, ki so na tem področju izobražene in vedo, kako je potrebno pripraviti in o tem tudi poučijo kuharski kader, da lažje shaja s tem. Ima pa vsaka kuhinja, vsak vrtec svojo kuhinjo in plus razdelilne kuhinje, ker so vrtci razdeljeni po več enotah in se iz centralne kuhinje potem razvaža, transportira hrana v posebnih posodah in posebnih normativih in standardih, da ohrani tudi toploto v različne enote posameznega vrtca. Tako da zahtevno delo, bom rekla. Malo so še cen vrtcev. So vrtci predragi? Ste zasebniki bolj dragi od javnih ali ne? Verjetno, ker ni nobenega financiranja ali kako? Ja. Bi rekla, lahko si privoščimo, da smo dražji, recimo. Pa samo z tega razloga, ker nismo financirani. Za javni vrtci sicer ja, zasebna vrstva ne. Tako da pač imamo mi že iz tega razloga pač višjo ceno, ker je tudi standard otrok pač zelo minimalen. Kaj menite, ste predragi mariborski vrtci? Če gledamo, da otrok ima zajtrk za poldansko malico, da gledalcem pojasnimo? Povsem različno, odvisno v kateri stopnji je plačilni lestvici je. Od do?
Od 10 evrov, 10 je najnižje plačilo, ne, pa do, koliko je 380. Ampak to gre potem glede na prihodke družine. Glede na starostno obdobje, v katerem je. Potem delež občina pokriva in potem je to v procentih. Tako, pa večina je v tistem spodnjem delu, torej od 10. Občina prispeva v zadnjih času dovolj, premalo. Nekaj časa vem, da je bila težava z ekonomsko ceno. Zdaj je vredno. To je tako določeno, koliko je in toliko prispeva, ne, tisti procent. Tako. Tudi ministrstvo je tisto, ki prispeva svoj. Ker že imamo samo nekaj minut, to me zanima, kako zdaj v prihodnosti boste v skupnosti vrtcev Maribora, bom rekel, to vse, kaj ste danes povedali, veliko je problemov, ker se mi zdi, da se preveč stihijsko vrtcev loteva posamezna občinska oblast. Vam je naredila vrtec, pa vam, pa zdaj boste energetsko obnovo dobili. Pa bodite tiho, pa tam ne gnjavite, ne? Pa damo vam denar za plače še, ali pa kak, ne? Bo potrebno kaj malo več, sodelovanje malo bolj konkretno udariti, bom rekel, da se ne bo zgodila zadeva tako, kot se s knjižnico dogaja mariborsko. Je to zdaj predsednica? Ali ste preveč tiho? Ne, mi imamo na teh naših sestankih tudi urad, ki dela preko občine, z njimi mi se enkrat na mesec dobivamo ravnateljice in tudi vedno sta prisotni dve iz urada, se pogovarjamo o problemih, potem, kaj se pa tiče obnov pa tega, je pa tudi projektna pisarna, ta je tudi potem prisotna iz projektne pisarne v tej komisiji, ko se gre okrog za objekte. Tudi smo povabljeni na kakšne komisije, ko jih imajo, da se potem pač konkretno tam pove, zakaj bi se konkretno še potreboval denar, kje bi bilo potrebno tudi kaj narediti. Ampak skupnimi močmi upamo, da, ne vem, mogoče tudi zdaj novo vodstvo v Mariboru, mogoče bo imelo, ne vem, boljše ideje, več možnosti za pridobiti kakšne partnerje in to nas navdaja z upanjem, no, ne vem. Mogoče bo boljše, ne vem. Bom rekel, bi bilo bolje združevati vrtce ali vas pripojiti k šolam, ne zato, ker ste zdaj ravnateljice, ne zdaj svojega gledišča gledati, ampak to me zanima, ali ste tako, kot ste organizirani, dobro organizirani? Pred časom se je težilo, da bi se naredila dva vrtca, levi in desni breg je bilo rečeno, ampak mi smo malo pogledali, kako je to bilo, ko je potekalo recimo v kranjskih vrtcih, kako je bilo v Celju, ko so delali te izračune, pa smo dejansko ugotovili, da občina sama kot taka zlasti v Celju nič ni prihranila. Nobeno delovno mesto se ne ukine, se pa morajo organizirati nova delovna mesta, ker namreč za vsako enoto je potem potrebno kljub temu pedagoški vodja, glede na število oddelkov, ki je normativno določeno, je potrebno tudi pomočnik tega pedagoškega vodja. Se pravi, da so tako rekoč še dražji, ali kaj bi prišlo? Tako, potrebno je recimo narediti potem, če bi imeli en vrtec tudi za hišnike nekega vodja, to je višje rangirano. Po drugi strani pa jaz mislim, da bi vrtec izgubil na kvaliteti. Ko greš ti masovno vzgojo, se takrat enostavno bi se izgubilo. Prej ste sicer kuhinjo omenili, bi združevanje kuhinj bilo smiselno? Naši organizator, ki sodelujejo, si tudi svetujejo, pomagajo, tako kot imajo recimo svetovalni delavci, se dobijo, se izobražujejo, tudi tako kot ravnateljice se dobimo, si tudi, ne vem, pomagamo, svetujemo. Jaz mislim, da smo v redu organizirani in tudi vsak tak naš vrtec, ki ima toliko, koliko ima oddelkov, mislim, da je čisto dovolj, ker meni se zdi vseeno tudi pomembno, da kot ravnatelj lahko greš v skupine, v oddelke, tudi zaposlene poznaš, ne da ne veš sploh, koga imaš zaposlenega. Kuhinja je en del politike vrtca. In ko bi se kuhinje začele združevati, je vprašanje, kako bi bilo z temi javnimi naročili. Zdaj se teži k kvaliteti, vsak vrtec teži k temu, da bo imel dobro, pristno hrano, ki ne bo tista hrana, recimo, kot je v restauracijah. To je hrana, ki je kvalitetno pripravljena, pecivo, ki je spečeno, ko bi šlo pa v take mase. Jaz mislim, da bi šli preveč na instant. Varstva ne bomo preveč infali, ste na visokem nivoju, kot smo slišali. Kaj si želite na hitro vsaka v novem 2019 letu, ker je pač to zadnja oddaja? Kaj si jaz želim? Zelo dobro sodelovanje z novim županom, kvalitetno delo na področju obnove vrtcev in pa dobro sodelovanje z občino. Gospod Šerbinek.
Kaj se jaz želim? Želim si, da se nekako uvidi, da iz malega raste veliko in da je potrebno vlagati v male otroke naše, ker to je naložba za prihodnost. Nič ni samoumevnega, ne, gospod Cvirnik? Ja, saj sta povedali dobro sodelovanje z županom in seveda čim manj tistih interventnih zakonov strani ministrstva, kjer nas razburkajo in nam dodajo neko dodatno delo oziroma sej ne, da ga ne bi sprejeli, ampak včasih se nam zdi dosti nepotrebno. Oziroma, tako rečemo, državna oblast veliko neumnih stvari in zakonov sprejema, ne? Preveč Bom jaz malo bolj zakonov- konkretno povedal, če ste vi bolj lepo to Preveč povedali. zakonov je za eno določeno stvar, je preveč okrog vsega, moraš preveč Kaj si vi zakonov želite? upoštevati. Dobro sodelovanje tudi med nami ravnateljicami, tudi tako kot sem že prej rekla, zato da bo mogoče novo vodstvo v Mariboru spoznalo in nas pravzaprav sprejelo kot enakovredne partnerje, ko bo, če se bo govorilo in ko se bo govorilo o kakšni obnovi. Gospod Topolovec, kaj si želite v novem letu? Jaz si pa želim predvsem veliko srečnih otrok, tako v javnih vrtcih, kot tudi pri nas zasebnikih. Dobro. Vse dobro vam želim, lepo preživite preostanek seveda leta še, pa seveda ob leto obsore, mogoče spet se vidimo. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je bila, torej, kot sem že povedal, zadnja oddaja v Mariboru si v letu 2018, seveda nasvidenje spet, mislim, da 2. januarja smo z vami z novo oddajo in drugo tematiko. Nasvidenje.